I know you're gonna dig this. Dig this. Dig this. Ok, zdaj greva pa na zakladnico znanja in nasvetov, in ker je ta moj kanal orientiran pač bolj mountainbikersko, imam rad, da imajo tudi moji gledalci res nekaj od tega, kaj je pomemben pri mountainbikerju. In zdaj mi povej, kaj rabi gorski kolesar za optimalno delovanje in obvladovanje svojega kolesa? V bistvu bike rab pa, da se zna na bike sploh usedeti. Ampak bike vozi on, kar pomeni, da rabi imeti kar nekaj stvari v glavi poštimanih, da bo razumel, kaj sploh lahko na dolgi rok napreduje. In tukaj sva izpostavila, oziroma bova izpostavila, kaj kolesar sploh rabna. Ni samo to, da se zna furati, ja, jasno, ampak poleg vseh naštetih stvari greva na začetek regeneracija. Kaj sploh regeneracija je? Regeneracija je nekaj toliko pomembnega dejansko, ki nam omogoča, da lahko sploh napredujemo. Če bomo ves čas samo trenirali, pa se samo ubijali, pa imeli v glavi več ali prav, enkrat prekurimo samega sebe in ne moramo napredovati, dejansko telo odpove, nima več možnosti za regeneracijo. In regeneracija sta dve ključni stvari, sta spanje, primerno spanje, vsaj jaz bi rekel od 7 do 8 ur, če se le da, če si veliko aktiven, in pa hkrati dihanje. Dihanje je ena taka stvar, na katero velikokrat pozabljamo. Dihanje bi lahko mogoče edina stvar, ki bi dal poudarek tukaj, da ne bom preveč razlagal. Probajte se zavedati svojega dihanja in čez dan poudarjate dolgi izdih. Ne da hiperventiliramo, ker je to ful velika napaka za telo, ker se ves čas potem naš živčni sistem tolče v rdečo, ga je treba dati tudi v zeleno, in dihanje z dolgim izdihom pomaga kontrolirano, da smo malo bolj zeleni in s tem se regeneracija poveča, izboljša. Da damo kisik v mišice. Tako nekako. V bistvu imaš prav, kisik v mišice. Prehrana, tle bi te popravil, zdrava prehrana, nisem toliko udarjen na zdravo prehrano, kot na mogoče bolj na športno prehrano. In športna prehrana ni popolnoma nič drugega kot športni način prehranjevanja za dosego športnih rezultatov. Na dveh straneh smo, športni rezultati so iz vidika športnika pa normalne osebe, in tukaj je športna prehrana tista, ki zagotavlja dovolj energije, maščob, hidratov oziroma beljakovin za gradnjo telesa, in tudi tisto, kar je treba vedeti, da pač je pomembno. Ampak jaz sem v letu 2012 jedel veliko piščančjih pohanih kroketkov, pa pomfrička, pa veliko cukra, pa tortic, pa sem imel 87 kil, pa si pa ti prišel, pa mi je on rekel, lej, da boš pa malo skenšljal zadeve, in sem skenšljal zadeve in sem prišel od oktobra do marca iz 87 na 72 kil. Z njegovo pomočjo. Seveda, da ja. Mislim, tukaj moraš predvsem gledati, da ne daješ sranja všite noter. Ne deli znanstvene fantastike iz prehrane, ker je ni. Diet je ogromno, ena deluje, ena ne, ampak najboljša dieta je to, da imaš glavo sproščena. In tudi, če poješ pohan šnicel, če ti ga zapaše, na vsake to časa, super, da ja. En najbolj pomemben podatek je pa tole, da se bodo vsi zapomnili 90-10. In tle bom naredil eno tako torto, 10% pa 90%. In če boš imel ti 90% prehrane v redu, pa tudi če boš od 10% pojedel šnicel, pa pico, pa ne vem, tistega, kar misli, da je slabo, bo čisto super, ker ta tvoja veličina je tista, ki pije vodo na dolgi rok. Tle pa folk odpove. Porab več, kot poješ. Moraš se gibati pa delati na tem, da se pač telo kur, to je to. Zelo dobro. Povej mi, Gašper, naslednja. Naslednje stvari so še trening moči, vzdržljivosti, koordinacija, preventiva, eksplozivnost. Ima premalo časa, da bi vsako od teh našteval, ampak kot gorski kolesar se mora zavedati, da trening moči je dejansko tisti segment, ki ogrodje zdrži skupaj. Če treninga moči ni, pa tukaj moramo vedeti, da to ni trening moči bildanja, pa fitnesserja, pa kratkih mišic, ampak uporabnih mišic. Zelo malo izolacijskih vaj, zelo velike funkcionalno uporabnih, dajmo reči temu atletskih vaj. Beseda funkcionalna je zelo izrabljena, jaz bolj izhajam iz atletike, kajti če imaš ti 100 konov na mišici, uporabi teh 100 konov. Jebeš imeti 300 konov, če jih ne znaš uporabiti. In to je tisto, kar šteje na dolgi rok, da znaš uporabiti svoje pametne mišice na kolesu. Vzdržljivostni faktor, vemo, da vzdržljivost je pomemben, če vzdržljivosti ni, potem hitro pride do zakislenih mišic, da podrese koordinacija, tako da je pomemben faktor. Koordinacijski del, zelo dober nasvet gorskim kolesarjem bi dal, ne sam kolesar. Pejte kdaj mogoče na atletsko stezo, naredite kakšne atletske vaje, mogoče naredite kakšne poskoke, naredite kakšne prevale. Koordinacija je pomembna, s tem se dejansko tudi človek oziroma atlet razvija. Preventiva gre z roko v roki regeneracijo, se pravi, če se poškoduješ, boš vse naredil preventivno, da se več poškodoval ne boš.
in pa eksploziven del. Zakaj eksplozivnost je pomembna v gorskem kolesarjenju? Oba veva, ne? Veliko imaš teh mikrohitrih gibanj, in če tvoje mišice niso naučene biti eksplozivne in hkrati hitre, se potem problem pokaže pri eksplozivnosti, ki je ni, da tvoja mišica ne bo zarovala tvojega, bom rekel, grodja ali pa, ko boš mogoče enkrat padel, ker se more narediti svojo logo in potem lažje odpelješ naprej. To je to. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. Gabe, povej mi, kakšna je pa pomembnost jedra, kora pri gorskem kolesarjenju? No, pri gorskem kolesarju je ful pomembno, da imaš six-pack, in če nimaš six-packov, se ne usedeš na kolo. Zdaj si dobil zanimanje mojega mladinca. Vem, koga, ne bova povedala koga, ampak ja, six-packi so ful pomembni, predvsem, da jih imaš tako lepe, čeprav bom rekel, ne, zajebi six-packi so nepomembni, pomembni je, da imaš uporabno telesno jedro. Kaj je sploh telesno jedro je? Velika večina ljudi še vedno misli, da je treba telesno jedro, tako kot smo bili v osnovni šoli, ko smo imeli vzgojno-šolski karton, ko smo delali dvige trupa, ko si jih naredil, odštej to, zato ker dejansko telo ni namenjeno temu. Telesno jedro ima nekaj svojih glavnih nalog, dejansko, da se opira temu gibu, da se opira temu gibu, da se opira temu gibu in da se opira temu gibu. Se pravi, mora biti v osnovi močen. In če telesno jedro ni močno, potem odpove zgornji del, ramenski obroč, odpove spodnji del. In telesno jedro je tisto, ki ga je treba ful veliko poudarka dajati na njemu, zato da lahko prenese gorski kolesar vse te treslaje, pa sile, pa obremenitve, ki jih ima na kolesu. Če pa telesno jedro ne deluje dobro, poleg tega, da odpove ramenski obroč, največji problem je pa naš križ je pa tako, ali pa hrbtenica je pa kaj jambor na našem. Če jambor nima dobre stabilnosti in dolgi rok odpove in potem dejansko se niti na najboljše kolo ne mora več usesti. Gape, a imaš ti zdaj takole iz glave 3 vaje, ki lahko nekdo testira svoje jedro? 3 vaje, imam. 3 vaje, pokaž 3 vaje. Kako testirati svoje jedro? Se pravi, ena izmed zelo uporabnih vaj, da se postaviš v ta položaj, imaš nekak pravi kot, pete imaš na tleh in se zravnaš, prsni koš daš gor in probaš trup dati na 60 stopinj na podlago in držiš, koliko držiš. Zdaj, če se boš po 15 sekundah začel rušati, pomeni, da imaš v jedro. Nekak zelo optimalen rezultat je med minuto pa pol do 2 v tem položaju. Se pravi, točno v tem, ki si zdaj. Tako, brez da se potem ruši. Se pravi, moraš držati tlo, daš roke pred sabo in držiš. To je nekak tak test telesnega jedra. Če si pa preveč nazaj, ti pa nokce odviguješ. Ja, če si preveč nazaj, boš pa padel nazaj. Zelo dobro. Ok, to je bila prva. Drug test, recimo tudi ta, da si v planku, vsi ga poznamo, ampak večinoma ljudje delajo plank narobe, da se postavijo tako, pa imaš hrbet tle. Ta prav plank je, da se postaviš, noge imaš v širini bokov, roke, komolce imaš na pravi kot, potisneš stran, stisneš zadnjico in roke pa noge vlečeš skupaj. In tle držiš položaj. In če ga tle lahko držiš zopet med pol minute do minuto, potem bi lahko rekel, da imaš relativno dobro telesno jedro. Ti imaš ful nekih bul po hrbtu, samo to po mojem ni rakavo. Čebelar. Po poklicu sem čebelar. Odlično. Te pičijo, ne? Čebele imam urit, pa ne more biti nič primer. To je moj problem, da zato sem pa šport izbral. Ok, tretja vaja. Tretja vaja še bom rekel, stranske mišice. Easy, se pravi, prva stopnja, druga stopnja, oziroma prva stopnja, druga stopnja, pa tretja. Se pravi, prva stopnja stranskega planka, ga tudi vsi poznamo, samo ena stvar. Folk bo rekel, pa ta vaja ni advanced. Saj to je to, Mora biti full advanced, pa full lepa, da je uporabljeno. Ne, vaja je zelo super, če jo znaš, pa razumeš, zakaj dela in tle trup res dela svojo vlogo. Se pravi, čisto enostavno je, najlažja je ta, težja je mečkan ta, še težje je tle. In tukaj lahko držiš, eni bodo verjetno zelo hitro povedali, in če se začne rušiti sistem, da ne znaš držati kontrole, pomeni, da nimaš močnega in telesnega jedra in ramenskega obroča. Če pa tukaj dodam pri tej vaji recimo še visok puls, recimo, da imaš 5 minut gore na kolesu, da pride tvoj puls do 180, pa se bo zelo hitro porušil. In sva že blizu tega, da gorske kolesarje, ki se gonimo dol, imamo visok puls. In to je tisto, kar šteje, da znaš, tvoje mišice pametne postajajo, da so močne in hkrati uporabne. Tako da tisti, ki delate stranski plank, ne ga delate tako, postavi se v desko, roko daš sem, močno pritisneš, zaktiviraš to mišico in držiš. In če držiš več kot minuto, bom rekel, si soliden. Sem res gleda kar čvrst tale Gašper, ne? Evo, dajmo, pa da je advanced model. Advanced vaja, zato tudi zaprsaj. Včasih sem skok palcev treniral, recimo ta vaja. Tle in greš.
Punce imajo kar rade tvojo gibčnost. Ne? Kako? Punce imajo kar rade tvojo gibčnost. Ne vem. To in pogaj še z tega dol. Hidravlika, dragi moji. To je to. Ampak ravno ta atletka, ne, Ja. to, da lahko na bajku živam. Sero, ki ti priletiš v skalo zlomi na pol. No, dobro, toliko ne, ampak znam približno padati, no, to je res. Kaj ti bi svetoval Janezu Sleherniku, kot bi rekel, na Šalehar, ki gre zjutraj lepo čez vikend na Primorsko, eno furco nares in bo trajala furca kar nekaj, ne vem, 4 urce. Kaj naj poje pred furo, med furo in po furi? Mislim, predvidevam te, da bo šel zjutraj, ne, tako da bo zajtrk verjetno jedel. Jaz bi se to tako, da prova zjutraj uživati obrok, ki ima hidrate, beljakovine pa maščobe. Zdaj nekdo lahko poje sam cornflakes, pa cornflakes ni najboljši, zato ker dejansko je ful hiter sugar in ti gre hiter ven. Zelo primeren obrok, recimo primer, imaš 2-3 jajca, malo masla zraven, en kos kruha, lahko si da zraven še mogoče eno banano in to je to. Tak obrok je tisti, ki ti bo dal dolgotrajajočo energijo, ki rabiš na bajku imeti. Problem pa bi bil, da on ne bi nič jedel, ne? Ker glikogenske rezerve so tiste, tako kot pa avto, ki imaš 60-litrski tank, če ni noter benzina, pač tank ne gre nikamor, mislim, avto ne gre nikamor. Med furo, kaj bi pojedel ti med furo? Med furo definitivno ne bi obremenjeval telesa s pretežko hrano, v smislu tega, da bi si zdaj ful sendvič s sabo imel, ali pa hrano, ki ima ogromno maščob, tukaj bi dal na prvo mesto lahko prebavljivo hrano, to pomeni suho sadje, lahko tudi eventualno kakšne oreščke, kakšno banano, borovnice, take stvari, lahko tudi kakšen jogurt, če ga ima sadni jogurt, energijske ploščice. Predvsem čim bolj enostavno, čim manj komplicirano, da telo ne obremenjuje prebave in da prije do tja, kamor mora prije, to je pa do mišic. Ok, kaj pa po furi, koliko zdrav je per za normalnega smrtnika? Okay. Per je čisto ok, no? Tako bom rekel, zmernost šteje, ne da pretirava z njemu, če spiješ eno pivo po kolesarjenju ali pa kakorkoli čisto na mesto, ne? Bolj mogoče vidim problem tega, če pivo jemeš kot vir hidracije. To je zna biti problem. Če imaš sploh težek trening, kakorkoli, če pa poskrbiš, da dovolj tekočine spiješ v času kolesa in potem zraven še pivo, potem je čisto super, ima B vitamin in B vitamine, tudi za regeneracijo živčevega sistema pomembno, tako da čisto ok, ne. Po furi zvečer, kaj bi pa pol pojedel? Po furi zvečer, zdaj če dam pivo stran, ne, probaš nek lahko prebavljiv obrok zopet pojesti. Predvidevam, da si se nekje, da si na Primorskem, da ne boš hiter doma, kar pomeni, da si lahko s sabo nekaj pripraviš. Jaz zelo veliko iščem neke enostavne rešitve. Lahko je spet energijska ploščica, lahko je čokoladno mleko, lahko so kakšne beljakovinski napitki, ne pretiravati z njimi same beljakovine, ampak da je več hidratov zraven po treningu, zato glikogenske rezerve napolniti. Lahko tudi kakšen sendvič poje zraven, predvsem ne ostani prazen, ne. Ni zdaj tisto, da moraš takoj, ampak ljudje se ne znajo več poslušati, ne? In ful smo naučeni iz informacij, to je prav, ni prav, ne? Prav postane takrat, ko ti verjameš, da je to kul, pa da se ti ob den dobro počutiš. Ok, in zdaj še za na konc, smo v mesecu decembru in sva z Gapetom samo za vas pripravljen tak suhi trening, da malo premikate vaše lene riti. Ni izgovorov, zato ker ne rabite nobenih posebnih uteži, zelo vse na bazi lastne teže, ampak se mi zdi, da bo pa to zelo koristno za vse, ki furate, ker so te glavne vaje noter zajete. A je tako, Gape? Kletska te glavne vaje, tako da ja, gremo kar k delu. Gremo delati. Ok, dragi moji kolesarji pa kolesarke, zdaj bomo naredili en tak res ful uporaben, pa lahko rečemo kolesarski trening. Zakaj kolesarski? Zato, ker sem v njega vključil nekaj glavnih vaj, predvsem za noge, stabilizacijo, trup, ramenski obroč, nekaj malega tudi eksplozivnosti in to tisto, kar po mojih izkušnjah kolesar rab, tako da ne bom govoril, bom kar raje pokazal in hkrati govoril, kaj treba biti pazljiv. Cel trening bom naredil jaz in želim tudi to, da ga potem tudi vi naredite in boste videli, da bo napredek pred vrati zelo hiter. Tako da gremo k delu. Ok, prva vaja, ki je zibanje po čepu, naredil bom 20 ponovitev, se postavim roke spredi in bom pazil, kako delam vajo in grem. 1, 2, 3, 4, 5, ves čas 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 sekund pauze. Pri tej zibanju ful pomeni, da ima močen trup, pravilno kontrolo trupa in gibanja. Druga vaja, tudi kolesarska, se postavim na prste in držim ravnotežje 20 sekund. Kaj me vaja oči, tako kot pri bajkanju, imamo enkrat eno nogo spred, enkrat drugo, močen kor, roke imamo lahko še tle in se ukvarjamo z ravnotežjem. Držimo 20 sekund, še dobrih 5 sekund, držimo in spet 10 sekund pauze si lahko vzamemo, če ne gremo kar naprej, isto, zibanje po čepu, stopala damo čisto skupaj, prej smo imeli v tem položaju, zdaj gremo skupaj in greš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20. Spet nekaj sekund pauze, druga noga se postavimo, prej smo bili z desno, naprej zdaj bom z levo, na prste, držim in konturiram. Probam umirjati dih, zdaj mi je puls narastel. Prej smo govorili nekaj o dihanju, dihanje je ful pomemben regeneracijski del treninga, umirjam. Še nekaj sekund, da bodo 20 in cool. Zadnji krog istega zibanja, prej sem bil tle, maksimalno široko stopam, boke dam nazaj in grem. 1, 2, 3, 4, peče noge, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Super. Zadnja se postavi na prste, držim 20 sekund. Wow. Rame nazaj, kot pri bajkanju, konturiraš ramenski obroč, gledaš naprej, umirjam dih. Sem na prstih, držiš. In če ste to vajo prav naredili, boste čutili, da noge peče, tako kot je še enkrat iz krvavca dol, ko te na polovici začne peč, pa ne moreš več furati, ta vaja ti res širit. Ok, cool. Gremo pa k drugi vaji, trup ramenski obroč. Greš na tla, 10 ponovitev, 5 leva, 5 desna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 sekund pauze. Pri tej vaji kaj dela? Trup, močen kor, ramenski obroč, potisni stran od sebe, naredijo ramenske mišice, ki so pri bajkanju res ful pomembne. Zadnjico stisneš, zakaj? Zadnjica je kraljica zadnji, da ti zavaruje hrbet. Naslednja vaja sklece, ki jo vsi znamo, punce lahko delate, ženske sklece, fante, moške. Se postaviš ne tako konturirano, boke stisneš, zadnjico stisneš in greš konturirano dol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantje, ne vam ne bo naroden narediti žensko skleco, ki je bolj prav kot moške, če ne znate. Pokažem še 2 do 3 ponovite ženske. 1, 2, 3. Tako da uporabite kjerkoli, predvsem pravilno. Cool, nekaj sekund pauze, naslednja vaja. Greš na tla, na pete, hrbet daš na tla, roke v telo, dvignem boke 10 ponovitev. Izdihnem vedno na gor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in držiš 15 sekund, če v tem položaju stiskaš močno rit, naj te rit peče, ker je pomemben del varovalnega hrbta, se z njo dober trup dela, držiš še par sekund, to je kot nek aktiven počitek. In gremo k zadnji vaji. Zadnja vaja podobna prejšnji, ampak delamo izmenično. Delaš vajo na prstih, konturiraš trup,
roke lahko postaviš kar pri balanci in narediš 10 ponovitev, 5 leva, 5 desna, za skokom zamenjaš noge in probaš loviti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Kot vidite, je challenging vaja. Kot ste videli, ne sme delati eno za drugo, vsakeč se moraš čisto umiriti, zato da uporabiš trup, kot smo rekli, trup je res ful pomemben. To je to. Imeli smo teh vaj, mislim, da je bilo 5 vaj. Vmes imate minuto do 2 počitka. Ne počivati, pa gledati na telefon. V tej minuti naredite še minuto skippinga, ki ga bom zdaj naredil z vami, pa kar zalaufite naokrog in to je to, kar pol delate nekaj krogov, ko bo pisal koliko. Gremo se k tej vaji, skippingu. 3, 2, ready, go. Minuto ga bom delal, še imam. Še pol minute. Noge peče, no, ste mislili, da ne. Petnajst sekund. Tri. Minuta pauze, v minuti probaš čim bolj umiriti dih, dolg je dih. Ko se pripraviš po minuti, ponoviš vse te vaje, pa ne samo danes, večkrat na teden probi, pa napredek je pred vrati. Hvala. Gape, ta star, hvala, ker si vzel cajt, da si prišel na zasliševalnico. Včasih mi je, da sem ti imel kle, da si dal res koristne nasvete našim gledalcem, sploh tam mlajši generaciji, ki še ne vejo, zakaj se gre. Ampak Gape, srečno naprej, srečnega pozdravga, uspešno v 2020, pa svidva, ne? Tebi tudi, ne? Mogoče bi sem še eno dodal zraven vsem, ki boste to spremljali, ne? Kris, super so povedali informacije. Veliko je bilo povedanega o treningu, prehrani, tudi o referencah, s katerimi sem delal. Najbolj pomembno pa to, sled sebi, postavi se na noge, takrat, ko paraš dol, to šteje na dolgi rok in to je tista referenca, ki boš nase ponosen, to je tisto, kar šteje, tako kazate zame, to je to. Točno to. Pa še nekaj, Gape, povej mi, koliko si impresioniran za to, da sem 1 uro držal 0,5 kg od kole. Nisem impresioniran, glede na to, da te treniram.